Spoštovani, dober dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19. Danes bomo novinarsko konferenco posvetili razmeram v bolnišnicah in v šolah. Z nami sta zato strokovni direktor UKC Maribor, izredni profesor dr. Matjaž Vogrin in pa glavni šolski inšpektor dr. Simon Slokan. Preden pa ima predam besedo, vsi skupaj poglejmo še aktualne epidemiološke podatke. In sicer je bilo včeraj ob 2730 testih potrjenih 1389 novih okužb, kar je sicer manj kot v nedeljo pred enim tednom, ko je bilo potrjenih 1818 okužb. Število aktivnih primerov okužbe ostaja visoko in sicer je po podatkih NIJZ aktivno okuženih več kot 44.700 oseb. 14-dnevna incidenca še vedno presega 2000 in znaša natančneje 2123, v zadnjih 7 dneh pa smo povprečno vsak dan zabeležili kar 3143 novih primerov okužbe. Razmere v bolnišnicah še vedno ostajajo resne in sicer je danes zasedenih 887 navadnih postelj in pa 275 intenzivnih postelj. To pomeni, da se v naših bolnišnicah zaradi COVID-19 skupaj zdravi 1162 oseb. Še 16 oseb pa je v bolnišnicah boj z boleznijo izgubilo. Toliko na kratko, kar se tiče aktualnih podatkov, nadaljujemo pa s podrobnejšim poročilom o razmerah v mariborskem UKC-ju. Preko Zoom povezave zato lepo pozdravljam strokovnega direktorja dr. Vogrina in ga prosim za njegovo predstavitev. Izvolite. Ja, lepo zdrav iz Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra. Dejansko so vaše številke točne. Na nacionalnem nivoju v tem trenutku hospitaliziranih več kot 1150 pacientov, od tega v naši ustanovi že blizu 200, konkretno 191, od tega jih 53 potrebuje intenzivno terapijo. Naj še enkrat poudarim, da je bistvena razlika v primerjavi z drugim in tretjim valom ta, da je takrat v Sloveniji veljal tako imenovani lockdown, zaprtje, in so bili oddelki, kot je recimo klinika za interne bolezni, travmatološki oddelek, pediatrije in tako naprej, relativno prazni pacientov. Skratka, bilo je relativno veliko število prostih postelj, prav tako je bilo na voljo bistveno več kadra. Sedaj pa so ti oddelki, bi rekel, nabito polni, travmatologija, klinika za interno medicino, pediatrija, seveda tudi porodnišnica, onkologija in tako naprej. Hkrati pa imamo že praktično enako število, kot je bilo najvišje v času drugega in tretjega vala, medtem ko smo število pacientov v intenzivni terapiji že presegli. Skratka, to število je že višje, kot je bilo takrat, kljub temu, da se nam je v času drugega vala zdelo, da je to število takšno, ki ga ne moremo preseči, da tega nismo sposobni, vendar smo očitno dokazali, da temu ni tako. V naši ustanovi, povem natančne podatke, pred COVID krizo smo imeli na voljo za vse intenzivne paciente na voljo 27 postelj. Te smo sedaj zadržali, zmanjšali smo jih samo za 3 na 24. Imamo pa v tem trenutku 53 pacientov, ki potrebujejo intenzivno terapijo zaradi COVID obolenja. To je enormen napor za vse naše zaposlene. Aktivirali smo praktično vse resurse in se približujemo dejansko našemu maksimalnemu limitu. V tem trenutku ocenjujem, da je število intenzivnih postelj pravzaprav tista točka, na kateri se lahko vse prelomi, čeprav upam, da se seveda to ne bo zgodilo. Tako da takšna je na kratko situacija v naši ustanovi v tem trenutku. Lahko postrežem še z podatkom, da je situacija dodatno težja, zato ker epidemija traja že, kot sami veste, leto in pol, kadar je izmučen, govorimo o zdravnikih, medicinskih sestrah in tudi ostalih. Tako da konkretno v naši ustanovi je danes na bolniškem staležu 450 zaposlenih. To je neka enormna dodatna številka, ki še dodatno otežuje naše delo. Naprimer, v intenzivni COVID terapiji je razporejenih 123 medicinskih sester, od katerih je 40 v bolniškem staležu, kar govori dejansko za izčrpanost in tega nas je morda najbolj strah, kako dolgo še lahko zaposleni zdržijo v takšnem tempu. Hvala lepa za to uvodno predstavitev. Obračam se k našim novinarkam in novinarjem. Urška Šestan ima prvo vprašanje za vas, izvolite.
Pozdravljeni, dr. Vogrin. Mene pa zanima, ali ste v teh dneh še dodatno ustavili kakšne dejavnosti ali boste to morali storiti v prihodnjih dneh. Najlepša hvala. Ja, morate vedeti, da pravzaprav vse slovenske bolnišnice delujemo kot nekakšna enotna bolnišnica in proporcionalno višamo oziroma nižamo ravno storitve tudi za ne-covid paciente. Ti so v tem času, po moji oceni, izjemno prikrajšani. Konkretno v naši ustanovi smo zmanjšali tako rekoč vse elektivne posege, obravnave, ambulantne preglede in tako naprej. Tega praktično ne delamo več, ker ni na razpolago niti zdravnikov, niti medicinskih sester. Na kliniki za kirurgijo, kjer običajno poteka program vsaj v 15-16 operacijskih dvoranah, danes poteka samo v 5, operiramo samo urgentne paciente in pa onkološke paciente, medtem ko številne, ki so napoteni z stopnjo nujnosti zelo hitro, pa v tem trenutku ne moremo več niti obravnavati, niti operirati. Mi srčno upamo, da se bo ta situacija hitro izboljšala, seveda pa nikakor ne želimo v tem trenutku zmanjšati onkološkega programa. Tukaj dejansko napenjamo vse sile, da se to ne zgodi. In pa, kar je še dodatno, bi rekel, otežujoče je pa to, da beležimo izreden porast pacientov v urgentnem centru. Skratka, urgentni center je pod strahotnim pritiskom in tja smo dodatno razporedili številne zdravnike, medicinske sestre, prostovoljce in tako naprej, da pravzaprav ta trdnjava ne pade. To se ne sme zgoditi. Skratka, urgentni center ne sme pasti obravnava onkoloških pacientov in pa seveda urgentnih stanj. Vse ostalo pa v tem trenutku, nažalost, mora počakati. Odgovor, naslednje vprašanje bo zastavila Rebeka Tomadus, Svet na Kanalu A. Lepo pozdravljeni. Zanima me, omenjali ste, da se bližate vsaj pri intenzivnih posteljah tistemu maksimumu. Kaj lahko ob teh razmerah, ko ste omenjali, da je veliko negovalnega kadra na bolniških, sploh zmorete, kaj je tista številka in pa kako daleč ste, če je še vedno ta opcija še vedno odprta. V preteklosti se je omenjalo, da bi pri vas tudi operacijske v skrajni sili spreminjali v intenzivne oddelke. Ja, zdaj, na nacionalnem nivoju je na voljo v tem trenutku 288 postelj za intenzivno COVID terapijo, zasedenih je 275. To se pravi, da vsaka bolnišnica ima morda še kakšno rezervo, mi smo konkretno v našem kliničnem centru to že presegli, tako da sedaj po navodilih koordinatorja dr. Karota in pa drugega koordinatorja dr. Vindišarja, s kateri imamo vsakodnevno sestanke, načrtujemo in tudi že izvajamo neke premestitve. Skratka, nekateri naši pacienti bodo premoščeni v druge ustanove, konkretno v Slovenj Gradec, eden od pacientov v intenzivni terapiji. Bo pa danes ob 12. ponovno ta koordinacija in trdo verjamem, da bomo morali, oziroma smo pravzaprav prisiljeni povečati število teh intenzivnih postelj. Dokot bo to šlo, ne morem natančno povedati, ampak v vsakem primeru bo gotovo potrebnih, po moji oceni, glede na razvoj situacije, več kot 300 takšnih postelj. V naši ustanovi smo morda sposobni še kakšno posteljo 2 zagotoviti, več kot to pa ne. Bo pa seveda to potrebno dogovoriti na nacionalnem nivoju. V vsakem primeru imamo pripravljene rezervne variante, kot ste omenili tudi operacijske dvorane. Mi v operacijskih dvoranah imamo popolno opremo za oskrbo COVID pacientov, ampak največji problem je, kot ste že sami omenili, kader. Konkretno v intenzivni terapiji v času pred COVID-om je za paciente, recimo na eno bolniško posteljo so bile rekrutirane 4 medicinske sestre, sedaj sta 2, pa še te v dobršni meri niso izobražene oziroma niso usposobljene v dolgoletni edukaciji za delo z intenzivnimi pacienti. Skratka, manj kadra, manj usposobljenega kadra, plastimo ga, ampak enostavno v tem trenutku ni druge rešitve. Je pa dejstvo to, da v tem času najhujše krize, ki ocenjujem v času samostojne Slovenije, pa tudi v daljši preteklosti, je to, da zdravstveni delavci ohranimo mirno kri, da enostavno izčrpamo iz sebe vse, kar v tem trenutku lahko, čas za analize, za počitek in tako naprej pa bo po tem, ko se bo ta 4. val vse nekoliko umilil. Hvala lepa. Rebeka, še eno vprašanje imate, izvolite.
Imela bi samo še pod vprašanje, omenili ste premeščanje pacientov v Slovenj Gradec, lahko kaj več poveste o tem, torej koga boste selili tja in zakaj? Gre za situacijo, ko imajo v Slovenj Gradcu še 2 prosti postelji in bodo eno namenili enemu od naših pacientov, pravzaprav bo premeščen tisti pacient, ki je najbolj sposoben za premeščanje, ampak tu gre za neko malenkost. Kot sem rekel, mi imamo v tem trenutku 53 intenzivnih pacientov in enega od teh bomo premestili, da bomo imeli vse 1 posteljo, 2 postelje rezervni za paciente, ki bodo mogoče k nam prišli preko urgentnega centra.